Na kmetiji Kastelic so se vključili v projekt socialnega podjetništva pred letom in pol, pojasnjuje Andrej Kastelic. Glavni namen je vzpostaviti dejavnost socialnega oziroma invalidskega dnevnega varstva starejših oseb. V trenutni fazi smo prišli do tega, da lahko že izvajamo dnevno varstvo odraslih in ostarelih, ki zmorejo izvajati svoja osnovna opravila, se pravi oblačenje, hranjenje in seveda tudi toaleto. V sklopu priprave na socialno podjetništvo, tako Kastelic, so prilagodili tudi njihovo osnovno dejavnost. To je, prešli iz mešanega mleka na proizvodnjo zgolj mleka A2. In v tem smislu smo izločili en del krav, ki niso bile prave, in pa osmenjevali ostale krave z pravimi biki. Tako imamo od februarja meseca dalje izključno prirejo A2 mleka, za katerega se nekako domneva, da je daleč manj alergeno. In da ne povzroča razvojnih motenj pri otrocih ali odraslih, dodaja. Projekt spodbujanja pridelave mleka A2 z 10 partnerji izvajajo na Mariborski fakulteti za kmetijstvo. Vse te kmetije imajo preko nas že dejansko informacijo o genotipu krav, ki so že v njihovih hlevih in sedaj začenjajo z zbiranjem mleka A2 in predelavo v funkcionalne mlečne izdelke. Mi smatramo, da je to pomembna pridobitev za te kmetije in tudi neka nišna priložnost za prodajo v teh pogojih, ki so trenutno na trgu. V trgovinah zdaj lahko kupujemo predvsem mešano mleko vrsta A1 in A2, poudarja Langerholz.